Vita živijo, Mojca z vami. Danes imam spet eno kratko sporočilce za vas, en kratek Lavitas nasvet. In sicer zdaj ste opazili, je kar že nekako postaja mrzlo, ne? In tudi pri mojih vadečih zelo opažam, da v bistvu rabijo ful več stretchinga, ne? In sem jaz šla zdaj mečkan razmišljati, zakaj zdaj oni rabijo toliko stretchinga, ne? Z obzirom na to, da smo zdaj kaj mrzlo, smo več noter, nismo toliko aktivni, ne? Zunaj recimo in bom rekla, več sedimo, ležimo. In sem prišla do tega zaključka. Enostavno je mrzlo. In ko je mrzlo, gremo v en tak krč, to pomeni, se kar takole malo dol spustimo in smo v enem krču. Sem pol ugotovila, da zelo zakrčimo telo, ko je mrzlo, a ne? Čist podzavestno in nevede. In zato sem prišla do tega, da telo v zimskih časih, sploh ko je mraz, a ne, rabi toliko več stretchinga, sploh ne toliko fejst gibanja kot pumpanja mišice, a ne, če grem zdaj tako v specifiko, ampak več telo rabi sproščanja in stretchinga, ne, zato da mi gremo iz tega krča, ne, iz v bistvu tega mraza, ki je posledično krč v telesu, a ne. In v bistvu sem zelo ugotovila, da zadnje čase veliko več delamo stretchinga, kakor pa v bistvu teh vaj. Za telo sicer itak delamo vse, da ne bo pomote, a ne, na moji vadbi Vitas Energy, ampak poudarek je blazno na stretchingu, a ne. In tudi bom rekla, kdaj si privoščimo tudi kar celo uro sam stretchinga, a ne. In zelo veliko pozitivnih feedbackov je, da v bistvu je bilo to je bilo to, kar je moje telo rabilo, ne. In res opažam, da ta mraz nas noro krči, čist nezavedno, a ne, ker mi kar gremo takole skupaj nas vleče, ne, zato ker nas zebe, a ne, in pol kar gremo takole malo še takole in so ramena gor in pol nas še bolj tukaj vse boli in potem rabimo malce raztega, rabimo nekega, bom rekla, raztezanja, a ne, sprostitve. Predlagam, no, da dajete v tem zimskem času majčkeno več poudarka na stretching, sploh tisti, ki delate, bom rekla, v vadbi, a ne, probajte dajati malo več stretching vaj, a ne, na svoji vadbi, če delate z pač vadečimi, pa opazujte vadeče majčkeno, no? Njihovo držo, bom rekla, opazujte, ali je na ta način, a ne, da res potem greste prav na specifično raztegovanje, a ne. To je v bistvu tudi naša naloga, a ne, tisti, ki imamo vadbe in te stvari, da opazujemo naše vadeče in jim seveda damo tisto, kar oni potrebujejo tisti trenutek. Drugače pa tisti, ki pa ste vadeči, a ne, če gledate, pa vam predlagam, da se poskušajte kontrolirati, ko greste na mraz, ko greste ven, da enostavno se ne zakrčite, da ne lezete dol, a ne, da ne lezete takole skupaj, kot te zebe, a ne, ampak se mogoče malo bolj napravite, a ne, to pomeni, da date kak šal, toplo bundo, recimo, ne vem, karkoli pa že, kapo, rokavice in se zavestno opazujte svojo držo, ne, zavestno opazujte držo, kako dihate, ful pomembna stvar, dihati vedno skozi nos, to pomeni vdih in izdih. Lahko je skozi usta izdih, ampak predlagam tudi izdih skozi nos, a ne, ker nos imamo zato, da dihamo, usta so pa zato, da govorimo, a ne, pa zato, da jemo, ne, zato, da dihamo z njimi. Zelo pomembno je to, tako da opazujte se, na kakšen način hodite, kakšno držo imate, koliko vas skupaj v sebi, v telesu, koliko vas skupaj vleče, in če se počutite zategnjeno, potem dajte si stretching, dajte narediti pozdrav soncu, recimo zjutraj pa zvečer. Če ne veste, kaj je to, lahko greste na mojo YouTube stran in si poiščete ta video, bom ga pa tudi prilepila, no,
nekje bo ali čist na koncu ali pa poglejte, no. Dajte si narediti to, da sproti v bistvu se sproščate in raztegujete, ne. Ta, bom rekla, pozdrav soncu je zelo univerzalen in res skoraj vse mišice zavzame, ne. Tako da mogoče še en ta nasvet, da enostavno probate se kar sproti potem sproščati, ne. Kakor začutite nek zatek, ne, dajte ga sprostiti, dajte ga predihati, dajte ga raztegniti. Masaže so tudi pomembne te dni, ne, tako da ali se sami zmasirajte, ne, recimo samo masažo imam jaz tudi na self-care delavnici, tako da lahko tudi pridete na delavnico, zdajle jo imam, mislim, da je 13.12. Lahko pa mečkam pogledate na www.lavitas.si. Na različne načine se lahko sproščate, no, lahko sam predihate, lahko si daste eno tako super musko, tako sprostilno, zaprete oči in samo dihate, imate različne meditacije, lahko pridete k meni tudi na meditacijo, imam zvočne meditacije s kristalkami, kar je odlična stvar, ker kristalka res previbrira mišico in jo res noro sprosti, a ne, tako da tudi ta zvočna kopel je odlična stvar, kar se tiče pač, bom rekla, sproščanja. Zato vam res polagam na srce, da majčkeno se opazujte, na kakšen način v bistvu odreagirate na mraz, a ne. Zelo, zelo pomembna stvar, pa če ste v krču, dajte se potem raztegniti, a ne. Dajte se raztegniti, pa naslednjič, ko se spet lotite, da skupaj zlezete, evo, hitro nazaj v pravilno držo. Zdaj pa, če nekako se sprašujete o pravilni drži, a ne, tudi lahko na moji spletni strani www.lavitas.si si lahko downloadate ali video o pravilni drži ali pa mini e-knjigico, sem vam spisala pravilna drža v vseh nivojih, torej ko sedite, ležite in pa stojite, tako da si tudi to lahko prenesete in enostavno majčkeno začnete delati tudi na pravilni drži. Če bi se pa radi poglobili, pa lahko pridete tudi na mojo vadbo Vitas Energy, kjer delamo res ful na drži, na stretchingu, na dihanju, na notranji moči, na sproščanju, tako da ste srčno dobrodošli, lahko pridete tudi v naš tim in enostavno nekako bolj lahkotno zaživite in seveda tudi nekako bolj lahkotno greste v gibanje, ne. Tako da vse itak na moji spletni strani, vam bom pripela zgoraj spodaj. Lahko pridete na brezplačno poskusno uro, delujem v Mariboru. Tisti, ki pa ne morete v Maribor, pa imam tudi online variacijo vadbe Vitas Energy, tako da lahko si tudi na moji spletni strani tudi to pogledate, na kakšen način delujemo. Prihaja pa tudi spletni tempelj, kjer bomo tudi po spletu se sproščali, vadili in te stvari, tako da tudi to bo kmalu, zato lahko tudi me spremljate naprej, kliknete follow in enostavno me spremljaš in delim še več teh kratkih Lavitas nasvetov in pa seveda vse novosti, tako da jaz se vam zahvaljujem, ker ste bili par trenutkov z mano, hvala, ker me spremljate, hvala, ker mi zaupate, se oglasim še sigurno zelo kmalu. Do takrat pa uživajte, sproščajte se, dihajte, pazite na svojo držo in se vidimo. Vita živa!